Whatever the cost, whatever I do, no matter my fate, I know that you will always pull me through. Everything is possible with you. Wherever I go, wherever you are, peace you bring has lifted me so far. Now I see it's a miracle. So hush now, forgive me all the secrets of the lies. Oh, me, everything is holy now. You're mine. You bring me home. You have made me see that whatever the cost, whatever I do, whatever my fate, I know that I will always count on you. You made me see, oh hush now, forgive me all the secrets and the lies. Hold me, and deep within the mystery of your eyes, I am home now. Lep pozdrav. Humilitas je naslov tega komadiča bil in ja, bodimo malo bolj humilitarni, a ne, bodimo malo bolj ljudem podobni. To bi bilo bolj prav, kaj ne de. In usoda sistema je enaka, kot ima usodo tudi ego. Ni to nekaj zdaj, kar je treba ful popravljati, pa zelena energija, pa nova digitalna družba, pa nekaj novega, drugačnega smo malo spremenili. Oboje je tisto, kar more razpasti, oboje more se podreti. In to je tisto, kar v bistvu mnogi zelo težko goltajo, sprejemajo to dejstvo. Razumljivo, ego je tisti, ki se smrti upira, duša pa je tista, ki pravi, sej pa vendarle vem, da sem večna in vem, da mi pripada večno življenje, tole v tej školki obdelamo teh 70 let pa ali pa dalje, a ne. Ampak imamo priložnost, ki se ji reče apokalipsa in ponovno rojstvo in prerasti v nekaj večjega, kot smo kadarkoli vedeli zase. Vsi smo živeli iz majhnega ega in smo razmišljali, kako biti malo boljši znotraj ega. Ampak to je v bistvu, ko duša pogleda ego, ga vidi kot eno mravljo, kako hodi po tej zemlji. Duša sama po sebi je mogočna, velika in absolutno je ona nekaj, kar je na notranji strani, kar izhaja iz naše notranjosti in glede na to, da sem notranc, lahko rečem lepa moja notranska oziroma lepa moja notranska in če mal potipam tja nazaj v davnino in pradavnino je tudi bila zapisana knjiga z naslovom Biblija, kar v butalskem prevodu pomeni bi bili, ja, pa niso.
In opažamo v ljudeh, da se resnično delimo na dvoje, na nekoga, ki absolutno zagovarja zelo razširjen ego, zelo močan, tak, prodoren, parazitski, vsiljiv, zatežen, nesposoben, neobvladljiv ego, ki mu rečemo narcizem, in spet na drugi strani vidimo in prepoznavamo že ljudi, ki imajo s tem egom rešeno. Zdaj, kdo ego ima in kdo ga nima, to je nemogoče reči, jaz ga imam, jaz ga nimam, zdaj pa meni verjem. V bistvu duša dušo prepozna, edin ego je tisti, ki deluje na verovanja, kajti duša ve. Ego nima lastne izkušnje, ne uči se iz lastnih napak in kar prevzame neko mnenje, dogmo in verovanje, da Bog je ali pa da Boga ni, kakorkoli že, si ego to predstavlja in veruje v obliko zemlje, veruje v sistem, veruje v svoj obstoj, ampak v bistvu je to zgolj verjeti. Ja, in tudi religija je bila taka, da so ljudje slepo verjeli. Verjeli so in smo medicini, verovali smo šolstvu in lahko rečemo, da po tej novi definiciji so ljudje verniki v sistem. Ne moreš verovati v sistem, če pa vidiš, da ti pred očmi razpada. Da v bistvu je vsak dan manj igralcev na političnem prizorišču oziroma političnem parketu. Končno so tudi mediji začeli govoriti, da prihajajo politični igralci na politični parket. Torej vam je kristalno jasno, da to niso ljudje, ki bi vodili svojega prav, ampak se predstavljajo, da so voditelji, ker so vodeni in igrajo zgolj svojo vlogo. In tak dober primer je Zelenski, načeloma po poklicu igralec, in takih igralcev je po svetu v bom rekel, vrhovni politiki čist preveč, ampak imamo čas to prepoznati. Pa bodimo iskreni, sistem ima igralce in tudi ego je igralec in Shakespeare je temu lepo rekel, cel svet je oder. Ja, in iz tega odra je prav, da pospravimo enega za drugim, vključno z lastnim egom. Jaz sam sem šel čez eno tako proceduro, ki se ji reče umrtje ega, ki se mu reče prepoznavanje samega sebe skozi pasažo 4. dimenzije, ki se ji reče totalni kaos ob razpadu, in apokalipsa ne izgleda čist nič bolj urejena kot zelo, zelo kaotična. In trdno sem prepričan, da v tem času, v teh dneh, v teh tednih mnogo ljudi znotraj sebe občuti kaotično stanje, ne vedo, kako naprej, kam nazaj, sej bo enkrat malo boljš, ampak ne iz tega vidika percepcije, kajti prebujenje je v bistvu nekaj, kar je vezano na mental, kar je vezano na inteligenco, kar je vezano na modrost. Modrost pa ni nekaj, kar je se rodi v glavi, ampak je skupek emocij, skupek dušnega spomina in seveda procesorja, ki nam je vsem dan, torej možgani. Pa vendarle narcis oziroma ego nikoli ni inteligenten, nikoli ni moder, niti ni pameten. Svoj procesor koristi za manipulacijo, skrivanje, igro, pretvarjanje, za bahanje in tako naprej. Ego vsekakor ni nekaj, kar bi potrebovali, in kdorkoli vam bo razlagal, da obstaja dober ali slab ego, nikar te verjeti, ego mora biti naš služabnik, ne pa voditelj. V vsakem primeru se moramo obrniti v sebe in jaz v zadnjih 14 dneh načrtno nisem oddajal ne live, ne posnetkov, zelo malo pišem, zelo malo oddajam od sebe, in to z namenom, ker sam prehajam skozi transformacijo, o kateri sem veliko napisal v svoje zapiske, malo manj pa dajem ven, ampak še tisto, kar dam ven, tako YouTube kot Facebook, kot tudi TikTok, obvezno se to blokira, temni, zadušuje,
Zelo, zelo malo ljudi je pripravljenih stisniti tipko like ali pa deli, to tudi ne gre, kar seveda vse skupaj nakazuje in dokazuje, da smo na več kot pravi poti in govorimo o pravih stvareh, kajti moja ideja je, da vam pri tem prehodu, ko boste padali, prehajali, bili v kaotičnih stanjih, da vam lahko stojim ob strani in vam dam smernico, kaj in kako naprej, in da to, kar gledamo, ni konec sveta, ampak samo konec iluzije. Ja, in tako človek gleda predstavo, si predstavljam zdaj otroke, ki grejo v gledališče in jim je všeč predstava ful, ampak enkrat je predstave konec. Ja, in o koncu časa pišejo inki, pišejo knjige razodetja, pišejo prerokbe, pravzaprav je, bolj ko se poglobiš, bolj vidiš, da je vse to v bistvu logična posledica, da v bistvu na tej zemlji prebivata dve krvni liniji, ena je Kristusova, druga je reptilska, ki je uspela Kristusovo krvno linijo zamegliti, ujet v mentalno past, v mentalni zapor, in ta mentalni zapor je tisto, kar se ruši. Torej, nimaš kaj pobarvati, bom rekel, rešetke v zaporu v zlato, nič ne nucajo. To je tisto, kar hočem reči. Nimamo kaj popravljati, ne sistema, ne ega, ne dejati na sebe maske prebujenosti, kajti prebujenost je nekaj, kar prinaša megalomanski notranji mir, ki je v teh časih nujno potreben. In vse moje delovanje zadnjih 3 let in pol je namenjeno temu, da bi sami sebe nekako pripravili, pripravi se na ponovno rojstvo, pripravi se na smrt ega in na ponovno rojstvo samega sebe. Ne moreš novega kurnika narediti na istem mestu, če najprej te starega ne podreš. Enako je z našo osebnostjo, z našo navidezno identiteto, ki ji rečemo ego, oziroma rečejo, to sem jaz. Nisi. Nisi to, kar si v bistvu je tako velikansko, da če bi to res bil prebujen, bi bilo to močno zelo videti. Vsaj jaz bi to videl, zaradi tega, ker vem, kakšna je razlika med mano, kakršen sem empat bil in kakšen empat sem postal. Mnogokrat smo se pogovarjali o narcizmu in o empatiji. Empat je nekdo, ki čuti svoja čustva, čuti svojo intuicijo, vsaj delno, zaznava, kolikor nima poškodovanega vagus živca, ampak tak človek, empat, je dovzeten za vibracije drugih ljudi, za občutenja in jih vleče nase. Ker empat producira samo nizka čustva iz 1., 2., eventualno 3. čakre, je to zgolj jeza, strah, manipulacija, sram, ovo. Vse to smo empati goltali, dokler nismo vzpostavili zaščite, torej, da se znamo čuvati, da ta energija v mene ne penetrira, oziroma celo drugače. Naučil sem se, da vsa tista energija, ki je vame poslana strani manipulacije s poskusom, da me destabilizira, da v mene vnese nemir, vso to energijo sem zalkimiziral in jo uporabil v proces svojega lastnega koraka višje v lastni zavesti. In to je zdaj, bom rekel, v tem sistemu vse na glavo, ko napadi, ne samo, da so neuspešni, ampak napadalci so počasi pogruntali, da v bistvu vsak njihov poskus napada mene evolvira. In to je tisto zdaj, ko prihajamo do tega, vsaj to je moja lastna izkušnja, da so napadi vse bolj neuspešni, sam pa skrbim za svojo lastno rast in to bi želel vsakmu. In ta pot ni tekmovanje, ampak prisrčno toplo povabilo, pridi zraven tudi ti, kajti človeštvo bi moralo delovati na princip jaz s tabo, ne jaz proti tebi oziroma koliko sem od tebe boljši. In skupnost kot taka je vedno in naj bi tako delovala v preteklosti, verjetno je, zelo močne civilizacije, zelo napredne,
so tako delovale in tako bi mogel delovati konec koncev indijanski tabor, taborniški tabor in vsaka vas bi morala delovati na en tak način. Dajmo si podati roko, dajmo si biti v pomoč, ne pa biti sebični. Dajmo si podati roko in videti, kje kdo ima težavo in kako mu lahko pri tem pomagamo. Ta sistem nam je pri tem v bistvu delal kontra, je rekel pomoč sosedu prepovedana, torej nam je že iz tega bi nam moralo biti jasno, da sistem zavera to vrstno bivanje in sodelovanje. Pravzaprav smo celo življenje gledali na glavo obrnjeno ljubezen, na glavo obrnjeno normalnost in smo vse nemoralno dobili lansirano kot, da je to normalno. Pa vendar, nam se s prebujanjem zavesti začne prebujati spomin in meni je včeraj priletel en tak spomin, se še spomniš, kako bi na tej zemlji mogel biti, pa ni. To, kar ni prav, ne moramo reči, da ne vidimo, ampak ne moramo se proti temu bojevati z vilami, nasiljem, orožjem, kreganjem, ker to je vse zgolj vnos naše lastne energije, našega lastnega miru v sistem, ki sam po sebi ne obstaja, če ne bi imel sodelavcev, to pa smo seveda ljudje. Eni smo to delovali v sistemu nezavedno, mnogi pa so za to vrstno delovanje mastno plačani in se pretvarjajo, da nič ne vejo in ker nič ne vejo, nič ne razumejo, niso adekvatni, nekompetentni in o tem pišejo že mediji. Prav RTV Slovenija je na to tematiko danes dala en članek, torej javni uradni mediji, pustimo 24 ur, ker itak so postali zgolj še rumeni tisk tračarije in čenčarije, kar je značilno za babje čenčarije in klevetanje, vse tisto, kar energijo jemlje in ne dodeva nikakršnega miru, upanja, vere ter zaupanja v karkoli. Torej, že Fajonova je izjavila, je rekla, da se na sistem oziroma na situacije, ki se dogajajo znotraj strukture Evropske unije, odzivajo prepočasi, neorganizirano, neefikasno in posledica je neučinkovitost, nezaupanje in neadekvatnost. Jaz sem o tem govoril že čas nazaj, ampak sem mislil, da bo prišel to hitrejš. Ampak tukaj smo, prikorakali do tukaj, kjer v bistvu pa bodo spremembe vse hitrejše, vse močnejše in vse bolj kaotične. In včasih je bilo v tem sistemu drugemu hrbet držati in ščitati, v isti sapi napadati empate, avtohtone prebivalce zemlje, Izkazalo se bo, da se zdaj tisti, ki so delovali znotraj strukture sistema oziroma znotraj navidezne mreže globoke kabale, ki so seveda še širše razpredeni kot sam sistem, ti ljudje bodo izgubili podporo v kontekstu, tisti, ki naj bi jim pomagal, je v še večjem govnu kot taki pomoč rabi. Torej, nekako, če pogledamo z druge strani, ko mreža začne razpadati, razpade cela, ker je ipak narejena iz ene špage. Tako da ta sistem v celoti razpada in naj vam bo to, kaj pa je svem, streznitev, soočanje, dejstvo, spoznanje. Mediji ne bodo nikoli rekli, evo, zdaj smo pa kapitulirali. Pa so, kar se mene tiče, so kapitulirali, torej celoten sistem je kapituliral že kar nekaj časa nazaj. Ne, to zdaj so sem dokaz, ne moramo več nič. Don't tell me, vidim jaz to vse in prav je tako zaradi tega, ker to opazujem in naj vam povem še enkrat, to ni konec sveta, ampak je konec nore in neuporabne iluzije. Še enkrat lepo pozdravljam vse, ki ste prišli malo bližje, 19 minut smo skupaj, me veseli, da ste zraven, vesel bom kakšne vaše besede, kakšnega komentarja, ker me zanima, kako doživljate, kako občutite. Mnogim ljudem se
na plano prihajajo tudi skozi nočne more slike iz preteklosti, kaj imajo za očistiti. Temu se nekako reče karma, začetek karme, torej vzrok in posledica, torej kar si počel drugim, sebi si naredil, in če si nekomu hotel osamitev, zdaj ostajaš sam. Če si nekomu želel neprespane noči, je zdaj nočna mora tista, ki ti pove, kdo je šef tvojega sna, da to ni ne denar, da to ni niti velikost materialnega bogatstva, ampak miren spanec pripada pravičnim v duhu in srcu. Kaj to pomeni? To pomeni, da se držiš tistih norm in zakonov, ki so ti bili v zibko podarjeni s tvojo dušo. Torej morala, etičnost, torej da veš, kaj je prav pa kaj ni prav, in se tega držiš. Ne da veš, da ni prav, da kradeš, pa kljub vsemu kradeš, ali pač lažeš, ali delaš tisto, kar ni moralno. Ljudje med sabo bi si v štartu morali znati pomagati, ne pa da drugega smo overali, dušili. Mislim, to meni ni bilo nikoli v navadi, bil pa sem tega deležen. Ne da si lažemo in manipuliramo, ne da rečemo zaupaj mi, pa zaupaj mi. Ne, beseda zaupaj mi je čist zadnja stvar. Na slepe besede si ne zaupamo več. Dejanja pokažejo, koliko je kdo vreden zaupanja, in čas pokaže, kdo je zaupanja vreden. In tudi to je moj nasvet, ne dajte zaupanjem ljudem kar tako, ker so rekli zaupaj mi. Ne? In če smo rekli, da gre za prebujanje zavesti, sama zavest je nekaj, kar se navezuje očitno na mental, mar ne? Na nekaj, kar imamo v umu, v mislih, v konec koncev, kako stvari razumemo. In beseda Bog je nekaj, kar je v bistvu zdemonizirano, kot je zdemoniziran sam Lucifer, ki je v štartu prinašalec luči, ki je v bistvu osvoboditelj izpod verig. Napačno je, ne napačno, načrtno je zdemoniziran, zato da tako, ampak kaj sem hotel reči? Bog ni nekdo, ki sedi na oblakih. Bog je nekaj, kar je svetovno poimenovano kot življenjska energija ali pa višja sila, kakorkoli to vsak pri sebi imenuje. Ampak pomanjkanje pretoka tovrstne energije pa imenujemo Satan, hudič. Na lestvici zavesti, Hawkins je to zelo dobro opisal, nek psiholog ali psihiater je zelo dobro razdelil stopnje lestvice zavesti. Kadar človek pretaka, je poravnan s 1000. Kadar pa človek sam sebe zaduši, to se da razložiti tudi skozi čakre, pa je na nivoju zavesti 200, kar je 1/5 naše zavesti. In celoten sistem je skrbel za to, da je celotno človeštvo držal pod stopnjo zavesti 200, kjer se skriva pohlep, jeza, sram, strah, obup in tako naprej. Dočim nad stopnjo 200 pa se prvič užge pravi pogum za namero višjega dobrega. Torej, vse, kar je pod stopnjo 200, je destruktivno sebi in okolici, kar pa je nad stopnjo 200, pa je že v človeku dobronamerno sebi in svetu, ker kadar sebe razčistiš, nikoli nimaš želje kogarkoli držati nižje, ga dušiti, da boš sam kaj več. In če smo rekli, Bog je nekaj, kar je življenjska energija, in Bog je stvar mentala, in mental je inteligenca, in inteligenca ni zgolj količina podatkov, ampak je vedenje, znanje in v praksi delovanje, kako se znaš odzvati na situacijo. Ali boš na jezo, agresijo, manipulacijo, posmeh in cinizem deloval instinktivno,
ali boš deloval iz razuma, boš deloval iz lastne zavesti. In to je tisto, kar rečemo, to pa že je človek v miru ali pa bližje miru, kar pomeni, da ima višjo zavest, kar pomeni, da je bolj pretočen na tisto energijo, ki je življenjska. In sistem nas je načrtno držal v nizki energiji zaradi tega, da nas je imel pod kontrolo, zato da smo z nizkimi, distorziranimi frekvencami futrali zblojen, ubrisan, smrtonosno nevaren, manipulativen sistem, ki ga imenujemo tudi matrica. In ja, ta Bog prinaša mentalno jasnost, prinaša inteligenco in prinaša modrost. Pa vendar mnogi ljudje si želijo teh stvari bolj kot ne na instant, na kakšno tableto, na kakšno cepivo, pa temu ni čez glih tako. Še enkrat, gre za smrt ega, ki je smrt vsaka, je boleča, kaj ne? In tudi rojstvo ni neboleče. Torej v obeh procesih gre za bolečo proceduro, katero pa seveda človek instinktivno zavrača. Zaradi tega se zelo redki ljudje v zgodovini so se upali spustiti na to pot, pa vendar. Zdaj bom se dotaknil teh, ki jih zihar vsi poznamo, David, Mojzes, Jezus, še je bilo njih, so stopili na pot puščavnika in obdelali sami sabo. To je tisti umik v samoto. To hočem vam zdaj povedati zaradi tega, ker je v zadnjih dneh apokalipse mnogo farizejev, lažnih glasnikov, lažnih zdravilcev, ponujevalcev, bližnic. In bližnica je nekaj, kar je v bistvu Satan rad ponujal. Daj ti zame se zlaž, pa boš ti čist dobro živel. In tako smo ljudje zapadli v greh. In greh je nekaj, kar nas v bistvu drži v ujetništvu in tega smo si nakopali sami. Pred tem je bila vzgoja, travma, izobraževanje, potem ta, bom rekel, vzgoja ega v celotnem sistemu in v družbi. Skratka, ego imamo vsi. Vsi smo ga gojili in imeti ego ni sramotno. Sramotno je reči, nimam ga in delovati po starem naprej. To je pa tisto, kar sem nekako par dni nazaj rekel. Dragi ljudje, lahko se je kdo naredil neumenga 20 let nazaj. Rekel, nič ne vem. Ali pa celo za časa korone, kaj pa jaz nič ne vem, da je bil genocid. Meni se zdi, da je bil virus. Jaz pa verjamem, da je bil virus. Če si 3 leta nazaj še vedno trdil, da nič ne veš, da je pedofilija, adrenokrom, trgovanje z belim blagom, korupcija in tako naprej, sem malo čuden zgledal. Danes meni ljudje, ki se obnašajo na ta isti vzorc, ne vem, ne razumem, nič ne. Ti ljudje meni delujejo precej švoh, da ne bom uporabil kakšnega bolj žaljivega izraza, ker ni ideja nobenega žaliti, ampak dvigati iz tega oziroma nekako opozoriti, halo, ne boste mogli biti naslednje leto malo se neumenga narediti, ker že zdaj ste vsi bukavi. Naslednje let boste zombijem podobni, zaradi tega, ker to ni prav, ne moreš se delati neumenga v družbi. Če vidiš, da je ropar nekoga oropal nečesa, ne moreš reči, nisem videl. In tacga tebe družba ne potrebuje, ker nisi zaupanja vreden. Tako naši sodniki niso videli genocida, tako naši sodniki ne zaznajo kakšnih nepravilnosti, neustavnosti in tako naprej. Znajo stvari zastarati, milijoni zginejo, medtem ko ljudje, ko nimajo več za kruh, takšni ljudje v bistvu kruh ukradejo in so kot največji kriminalci, pa to ni prav. In tega sramotno je za družbo, da v bistvu ne more nahraniti tistih, ki se sami ne morejo. To je za družbo, bi moralo biti sramota za vse vodilne na naših pozicijah, če me nekdo kaj vpraša. Da imamo ljudi, ki nimajo za hrano. To bi moralo biti njim v sramoto in nesposobnost delovanja, nesposobnost obvladovanja situacije. No, pa če smo iskreni, oni so to že lepo povedali, kar v javnih občilih. Dobro, kaj sem vam jaz še hotel povedati? Da empati nismo več empati, tudi to sem že prej nekje hotel povedati. Empat je empat, vleče na sebe čustva drugih, zaradi tega se je mogel empat zaščititi in postal je dark.
empat. Kar pomeni, da je moral znati zaščititi svojo energijo in prepoznavati, kako izgledajo napadi, kdo napada in kako se tem napadom smiselno in efikasno ubraniti oziroma kako reagirati oziroma se odzvati, da ne izgubiš potrebne svoje lastne energije. Dark empat je pravzaprav nočna mora vsakega manipulatorja, kajti dark empat, kar jaz sem, dark empat je nekaj, kar v bistvu ne dovoli manipulacije. In kadar narcis ne doseže svojega, takrat obvezno uporabi blatenje imena, napada osebni karakter in sproži smear campaign. To so stvari, ki so značilne za narcisa, kadar izgubi moč manipulacije, ker s tem izgubi moč nadvlade. Od tu naprej je empat postal dark empat, od dark empata pa je postal kognitiv empat. Kar pomeni, da preko intuicije, preko zaznave zna razumeti, kaj je vzrok, da se manipulator tako obnaša in kaj bi bilo potrebno narediti, da bi mi pozdravili vzrok. Ne, da se mi zdaj z narcisom, ki na koncu skače v nas, da bi mi znali tega narcisa v štartu prepoznati in ga preusmeriti. In to je ena izmed stvari, ki jih zaznavam, da jih znam in obvladujem in bi želel, da jih obvladate tudi vi, absolutno, ker samo tako lahko eliminiramo tisto, kar je dominiralo brez možganov, brez srca, da zadominiramo tisti, ki spadamo na to zemljo kot primati in to smo empati. Skratka, kognitivni empat pomeni, da imaš že toliko razvito zavest, razumevanje, modrost in ta Bog je God, ne? Got it, I got it, ko dojameš, ko razumeš, ko uvidiš, ko ti je jasno, zakaj nekdo tako deluje, šele tako lahko postaneš resnično pravi zdravilec. Pa ne gre zdaj za zdravilec z nekimi čira, čara, hokus pokus, ampak z nasvetom. Seveda pa vsak, ki nasvet sprejme, lahko izbira, ali ga bo upošteval ali ga ne bo upošteval. Imel sem par dni nazaj eno tako situacijo, neke slovnične pomanjkljivosti. Jaz sem pač na slovnico mal občutljiv, ne mal, zelo, veliko mi je pomagala slovnica, rad jo imam in sem nekoga spomnil, da vejca, presledek pa nova beseda. In človek je šel do tako daleč, da sem bil za njega in narcis in dlakocepec in ne vem kaj, vse obtožb sem dobil in vse to zapisano, seveda brez presledka za vejico. Torej hočem reči, človeka sem opozoril, ojla, presledek naredi za vejico. Človek je imel občutek, da je napaden in tak napad je samo izkaz prestrašenosti in da potrebuje biti zaščiten. Hočem še enkrat reči, nasvetov je milijon, ampak ali ga upoštevaš, to je pa seveda tvoja lastna izbira. Ne? Načeloma sem rekel, ego moramo prerastati, more se razbiti ta slika, vizuelno temu rečemo maska, igranje mask rečemo cirkus, tudi cerku je en cirkus, ki bi morala res biti vez med Bogom in človekom, pa je bila v bistvu dihtenga med Bogom in človekom, torej v bistvu neke vrste razveza vezi med Bogom in človekom, torej zmanjšanje pretoka energije, kot smo ga prej v štartu imenovali. In kadar imamo maske na sebi, takrat je močnejši kot je ego, tišja je intuicija in iz tega naslova ljudje imajo ugasnjeno intuicijo, delujejo iz naslova moči in absolutno jim
intuicija ne more nič kaj dosti povedati, ker ego je glasen, a ne? In kruha in iger je nekaj, kar Biblija ne opisuje, ampak opisuje, daj nam danes naš vsakdanji kruh, ampak vse to vedno skozi prispodobe moramo razumeti, da ne gre za kruh, ki se ga namaže s pašteto, ampak da gre za kruh kot duhovno hrano in tega ni nikoli v pomanjkanju, kadar se prerodiš v dušnega biti. O vsem tem nam je govoril in Jezus, o vsem tem nam je govoril marsikateri prebujenec, marsikateri človek, ki je sam sebe dvignil v zavesti tako visoko, da je sam sebe imenoval, sem se prerodil v Boga. Ja, in občutek je tak, en kup mravljincev deluje, to je približno tako, kot da je moje telo samo po sebi postalo masažni stol, torej ta kundalini je začetek, kocinjenje je predtem, kundalini preboj, pol pa je to vse skupaj ena celična masaža, ki deluje na en tak, to se pa ne da več opisovati, ampak da se občutiti. No in eden izmed takih je bil Ras Tafari, in eden izmed takih je bil tudi zagotovo po moji oceni Bob Marley, ki je rekel Mama, I just kill the man. Tak je bil po mojem za moje presoje tudi Bob Marley, ki je rekel stari pirati, ja, ukradli so naš jaz in ga prodali trgovcem. In kot vidimo, smo mi tudi bili trgovci. Mislim, smo bili v trgovino prodani, vse konc koncev Republika Slovenije ni nič drugega kot firma, ampak zdaj mnogi tega nočejo priznati, ker so vpeti v to strukturo, hierarhično, ki razpada. No in če smo rekli, da je ego ena maska, ki igra na nekem odru, na nekem prizorišču, v nekem cirkusu, je ta cirkus vedno deloval na tak način, da nas je nekako, dajte gledalci sodelovati z nami, vključil nas je v svojo predstavo in kadar se nehaš vključevati v njihove predstave, si ga zmagal, vse kar je, si ti. Vse, kar je lepo, spada v življenje iz duha in to Tina zagotovo ve, kaj je hotela povedati, da je šlo s tabo ego. Ko se posloviš od ega in madre in padre in fadre, vijo vaja van. Ego je res nekaj, kar res ne rabimo. No in še enkrat, da se vrnem na to. Luka, super, si prišel zraven, nič hudega, sem, če nisi od tega odvisen, samo to. Če pa zraven še kaj napišeš, pa zelo dober. Jaz imam tudi take izkušnje, nisem jaz nedolžno bitje, ampak vem, kako s pravilnostmi in kako z nepravilnostmi, ampak ni s tem nič narobe, je pa narobe, če nič ne napišeš, to je bolj narobe. Da se vrnem na maske, stari pogani so nam rekli, maske je treba zažgati in to je nekaj, kar v cerkvenci praznujemo kot pustni običaj, ki nosi s seboj sporočilo pusti maske in pustni pogreb predstavlja umrtje ega, kjer se ga zažge in tudi Lucifer ima luč, ki zapali ta ego, torej ogenj, grmada, voda, vse to bi moralo biti sporočilo. S tem, da moderne strukture pa so iz tega pustnega poganskega sporočila naredile promocijo mask in maškarado in ker sem iz cerkvenca doma, pač je pustnih en kup enih takih tudi izjav in ena izmed njih je pusta do avgusta, kurenta, to je pač ta nek vzklik, ki ga sicer noben ne razume, zakaj v cerkvenci krčijo kurenta in zakaj krčijo pusta do avgusta. Ampak, kakor spremljam situacije na svetovnem nivoju, znotraj sebe, z nivoja galaktikov in ostalih prebujenih izbrancev, je moč razbrati, da se nam približuje resnično nekaj velikega, ali bo to s 1. septembrom, ali bo to v naslednjih tednih, ne vem, ne bom vam nobenih datumov dajal, ampak vem, da prihaja v ospredje nekaj velikega, v isti sapi pa gre za razpad starega, a ne? Sonja, ti bo pridna na šihtu in me veseli, da si tako. Luka, ne vem, kaj točno mi ti bi rad
povedal, upaš, da nisi, da boš, da ne boš, pa kaj ni ti svetujem, če še nisi, pač pust pijačo primer, ne, ali kaj, to nisi še nikoli slišal. Lahko pa Prešerna prebereš ali pa Biblijo, pa boš videl, da je v vinu resnica. To je pa druga pesem iznad tega, ampak ni to toliko bistveno, da ti bom zdaj jaz tlele dal na svete dajem individualno, pa ne džabe, ne. Aleks, nima veze, kakšen šiht ima Sonja in da boste, a ste vi pri stvari, ali ste prišli motati in Luka in Aleks. Super bilo, če poveste, kakšne občutke, kaj doživljate v zadnjem tednu in mesecu, ker je mnogim se dogaja, ne mnogim, vsem se dogaja, s tem, da enim se dogaja navzgor, enim pa navzdol. Eni so začeli slediti pametnim, potem unite drugi pa bi še radi še bolj ego futrali in ustvarjali še več kaosa. Zdaj Aleks in Luki bodta malo pozorno, v katero kategorijo spadata. Ne? Mi smo rekli, da smo žrtvovali v življenju veliko svojega lastnega miru, zato da smo zadovoljevali vojne, ki so jih ljudje imeli znotraj sebe. Naj vam povem, da narcis sam po sebi oziroma velik ego nikoli ne prenese. Luka, zdaj te bom pa blokiral zaradi tega, ker si toliko dosadan, ker ti tebi z lepimi besedami se vam ne da dopovedati pizda nič in moram vas blokirati, ker ste čist vijavaja. Mislim, zakaj ne sodelovati, zakaj biti kontra? Bod kontra sam sebi, itak si že, ne? A ni škoda. Mislim, kaj dosegaš? Buksli, ja viš in to je to. Bi bili takšni kot mi, ampak znate biti samo motilci. Pa vam ne dovolimo več. Marš ven iz razreda v tem kontekstu. Vse dobro, vsem, sem bjež stran od mene. Sonja praviš, da se ti dogaja, da sem povsem umaknila od Sodrge. Nujno od Sodrge se je treba nujno umakniti, ker se ta Sodrga noče umakniti sama, ne? Tako kot Luki naš tlele, noče, kdo kar pika, k osa. Je prav, da jih prklofneš tako kot oso oziroma zablokiraš, ker načeloma ne nehajo. Ne? Sami nočijo nehati in zelo pomembno je, da se odmaknemo od tega. Pa da se vrnem nazaj na rdečo nit, da ne bi kdo mislil, da jaz to zgubljam. Narcis sam po sebi miru nima in krade mer od empata in mi smo žrtvovali svoj mer za njihove vojne. Ko se mi odmaknemo od njih, oni ostanejo brez našega miru in naše karmične zaščite. To je zdaj pa tako malo razširjeno razmišljanje, ki še kako zelo drži. Kajti, dokler je empat kot nosilec zavesti v bližini nekoga, ki nima lastnega vera, je zaradi lastnega vera, ki ga prejme preko empata, je on zaščiten pred karmo, in ima mer za meren spanec. Kadar se empat umakne od takega parazita, parazit nima življenjske energije, ki bi jo rabil, da bi merno spančkal, pa zato, da bi bil zaščiten pred karmo. In ko se človek umakne, ga sreča oboje. In srečujem, mnogo ljudi ni več sposobnih merno spati, ker nočne more prihajajo ene za drugo. In celo tako sem ujel nekaj zapisov, da se ljudje bojijo noči. Ja, noč ima svojo moč, jaz sem svoje noči prebedel, preštudiral, iskal, brskal, raziskoval, ker sem želel razumeti. Vse tisto, kar mi je bilo v življenju čudno, meni ni več čudno, ampak mi je jasneje, bom rekel, I got it, razumem in razumem predvsem strukturo in velikost ter način delovanja skrivnostne mreže, ki je tudi mene, imela v krempljih od rojstva dalje. Vse to je struktura, ki je delovala tako zelo podlo, da če jih dosega nemirna noč in nočne more, je to še najmanj, kar jim pritiče. Mnogi verjetno tega pritiska ne bodo sposobni preživeti in si bodo sodili sami. To je tisto, kar bi tudi želel, da se zavedate, da ste pripravljeni. Mnogi ljudje bodo fasali svoje pravične sodbe nekoruptivnih sodnikov strani belih klobukov, a bo to danes, jutri, drug teden, ne vem, verjetno vse nahmal ne bo šlo, ampak sej po vojni zločini nikoli ne zastarajo, a ne? In imamo dovolj časa, da je sojeno vsakomur, ne? In ta sodba je višjega formata, no tako, zdaj skorumpirani zemeljski sodniki, vse to je brez veze. Kot smo opazili. Ja, tako da naš mir smo žrtvovali
zato, da so oni imeli mir. Naš mir smo žrtvovali zato, da so oni imeli zaščiteno karmo. Dosti je tega. Če more človek kaj žrtvovati, mora žrtvovati lastni ego in tako mu je mir znotraj sebe še povečan. Težko si človek predstavlja, kaj je absolutni in popolni mir, če ga ne zna doživeti. Ja, mir je, če imam mir, pa sedim, pa gledam fuzbal, pa imam mir. Ni to ta oblika miru. In to je oblika miru, da ko se premikaš po svetu, da ko si v interakciji z ljudmi, da noben ne more tvojega miru zamajati. Ne Alex, ne Luki in tako naprej. Se pravi, ni to zdaj, da pa pol si ves razvrvan in tako. Lahko pa opazimo precej tiktokerjev in precej koncev ljudi, ki objavljajo vsebino, ki še vedno vzbujajo in iz ljudi vlečejo nemir, stisko, strah, jezo celo in vse te stvari bi bilo potrebno pretransformirati, ne pa jih dati v lastno vibracijo in nositi naprej. To je mogoče zdaj malo abstraktno, se sliši, ker seveda tudi je abstraktno in elektrike ne moreš videti, lastne energije tudi ne, vidiš pa posledice, ali energija prisotna je ali ni. Torej, če ni prisotna, pol žarnica ne gori in če je prisotna, pol žarnica gori. In enako je tudi znotraj nas, če imaš pretok te življenjske energije, ki rečemo tudi či, bog ali pa ljubezen, potem to prisotnost čutiš, a ne? Tako Sonja, kot praviš, črpajo se z našega vera in taki vsi na blok, tako je in ko jih jaz blokiram, vsakega, ki blokiram več kot upravičeno, takšni ljudje potem začnejo širiti kleveto, kakšen sem narcis, ker se bojim kritike, drugače mislečih in tako. Drugače misleči, dragi moji, jaz vem, kaj je prav, pa kaj ni prav in kozmični zakon je zame najbolj prav in njega upoštevam. Kdor misli, da lahko to ruši s svojim ego, fantazijo, se s njim ne morem strinjati. Prvič povem, drugič razložim, tretjič pa blokiram, ker enostavno nimam časa se ukvarjati in pregovarjati z ljudmi, ki jih sploh osebno ne poznam. Ampak točno takšni ljudje, ki jih blokiraš, pol serejo za hrbtom in tako. Ampak če bi se človek obračal na vse te njihove besede, bi že davno kapituliral in ko se nehaš obračati v smeri, kaj drugi mislijo, kaj drugi govorijo, potem si že zelo nevaren del te družbe. Ne? Kaj bo rekla in kazala je najbolj pomembno za nekoga, ki nosi masko. Sabina praviš, da kaj zagruntati, vse jasno vsem, tudi tistim, ki se delajo, da ne vedo. Bravo, kratko, jedrnato, kaj tle zagruntati? Nič več ni tle zagruntati, kot praviš. Vse je klaro, črno na belo. Tudi tistim, ki mislijo in se obnašajo, da ni, ali pa da mi ne vemo, da je njim tudi jasen. Mene to dosti ne gane več, ker tisočletja se jim je pisalo, jih rotilo, se jih je prosilo, se jih je skušalo popraviti, jim pomagati, ampak vidimo, da je to iz leta v leto zgolj slabše. Kada bi človek rekel, katero knjigo vi berete, kjer piše laži, kradi, stopi na nekoga, da boš prosperiral in nekomu probaj uničiti popoldanski mir, ki ga ima, in skušaj mu otežiti bivanje v dnevu. Katerih knjigah pizda to piše? Ne vem, jaz imam eno, ki bi jo vsi svetovno poznamo, kaj prav in kaj ni prav. Ne? In to spada v kategorijo law of love. Ne? Zakoni ljubezni, zakoni vesolja, zakoni, ki ne more biti kršeni. Če si nekomu da naredil nekaj slabega, ne moreš pričakovati blagoslova, ampak karmo. Tudi če si dobil ti za to 2 jurja v žep, nič hudega, ne? In tako, kot pravi Sabina, mi smo to spoznali do konca, Sonja pa dodajaš, drugače misleči smo iskreni in direktni, zato je tako. Tako je, direktni, pa ne dam tle samo eno opozorilo, nikoli biti direkten na način, da si kakorkoli žaljiv, kakorkoli nizkoten. To je, jaz, ko sem to spoznal, da v bistvu lahko človeku povem nazaj, v njegovem, ti boš meni to, jaz bom te pa to. To ne gre skup.
on meni, ti boš meni to, pa mu rečeš, ja, mogoče pa imaš tudi prav, ne? Ali pa ne, ali pa se ostaneš tih, skratka nikoli jim dajati z istim orožjem, ki so ga oni poslali, ker jeza se z jezo nikoli ne zrihta, je to tako, zgolj ljubezen in mir to lahko rešujeta. In poniževanje, škodoželjnost in rušenje dostojanstva, to je tisto, kar so z nami zelo radi počeli. Jaz osebno vam povem, da dostojanstvo svoje čuvam kot zenico oka svoga. Ne dovolim, da je do mene kdorkoli nespoštljiv, ker sem jaz do vsakogar spoštljiv, ne glede na to, kaj mi je poslal, vedno se odzovem spoštljivo. Nikoli se ne spustim na njihov nivo, zaradi tega, ker se mi zdi, vem, da če se spustim na njihov nivo, smo zdaj vsi pri podnu, pa gremo. Rušenje dostojanstva, torej napad na karakter, napad na minulo delo, napad na delovanje in biti, tega ne dopuščam in tudi do tega sem skrajno oster, skrajno nepopustljiv, pa še enkrat nikoli ni skoten iz njihovega nivoja. In ja, Sonja, bolj kot smo prijazni, bolj jih boli, tudi zavidajo nam mernost, zavidajo nam jasnost, zavidajo nam stoično držo, zavidajo nam lastno samospoštovanje in to, da smo sposobni v sebi nositi tako količino miru, da nas nič ne vrže iz tera. To je tisto, kar nam zavidajo in zavist je pravzaprav čist prva stvar, ki ruši zavest. Zavist ruši zavest, ruši lastno dostojanstvo. In imeti nizko samopodobo, nizko samospoštovanje, nizko dostojanstvo je nekaj, kar nam je bilo priučeno, saj smo pa vendarle bili trenirani, da pozabimo svoj dušni spomin in prevzamemo naučenost tega sistema, ki je rekla, vam bom jaz povedala, cerkev, kje je Bog, kdo so angeli in kako je treba nastaviti drugo lice in kako je treba v puščico dati in gledati, kako imamo mi posebna oblačila in pokrivala in mi smo neke vrste avtoriteta, sej pa se to že vidi po obleki. A ne? Mi imamo hudo obleko, torej smo od Boga poslani. Kdo jih je to naučil? Že vsaka kmečka pamet lahko rekla, pa kaj s tabo? Prid mi povedati, tako, ko se zagre. Da sem močen, to mi povej, da ne bom zgubil upanja. Povej mi, da imam moč premagati še takšne ovire, ki jih okolica dela. Fajmoštri niso bili taki, ne? Farizejščina je tisto, kar je njihov jezik in ja, cerkev je bila nekaj, kar je v bistvu ločevalo človeka od spirita. Ja, biti prijazen, to je to. Gregor, ne razumeš, torej to verjetno ne bo za tebe. A ne? Pogovarjamo se o tem, kako bi mogel padati sistem in razpast ego in če ti ne razumeš, je to zaradi tega, ker ti nisi ta kategorija ljudi, ki razume iz nivoja duha in iz nivoja zavesti. Kaj če ti, tako bom rekel, če bi razumel tako. Tako, tudi ti lepo se imej, ker to pač ne bo šlo, a ne? Anton, živjo. Zdaj, sem lepo vas prosim, bodite spoštljivi v komentarjih, ker imam ničelno toleranco na bullshit, tako da vam je jasen. Pa na ego predrkavanje imam pa tudi ničelno toleranco, tako da nimam prav čist nič nobenega zadržka stisniti tipko blok, prav, da ne bo šel kdo predaleč. Ja. Veščina, ki jo moramo obvladati, znati obvladati, dajmo še tako reči. Apokalipsa, v kateri smo, je mega nevihta znotraj vsakega posameznika in znotraj kompletne strukture, ki izgublja hrbtenico, tla pod nogami in konec koncev izgublja pamet. Kar je seveda dobro, točka preloma, kdorkoli se bo pobral, se bo, kdor se ne bo, to je vse, kakor je. V tej apokalipsi bo največja vrlina in vrednota ne bunkeri, ne denar, ne veliki joški, ampak kdo je sposoben zadrževati, vzdrževati in posedovati notranji mir, notranjo stabilnost
in razsoden To je tisto, kar bo največja veščina v tem obdobju, ki zagotovo ne da bo, je že kaotično v mnogih, to vidimo v posameznikih in v strukturah organizacije, vse, kar pisan gledajo, zdaj, če zmorete to videti, super, če ne, malo bolj švoha, ne. In ta veščina vzdrževanja miru je nekaj, kar je bila zanemarjena veščina. Torej, da znaš, preden reagiraš instinktivno, da znaš vzeti, si narediti kratko pauzo, sekundo, 2, 3, 5 in reagirati iz zavesti zato, da boš situacijo pomiril, ker ljudje sami bodo na plano prinesli kaos. Maska jim bo zdrsnila, sami ljudje ne bodo niti vedeli, kdo so, videli se bodo, kot se niso želeli videti in to bo iz njih izzvalo najbolj grozovite občutke. Eni to zdaj lahko opisujejo kot tako, da vidiš, da ga vodi demon, ne? Pač bes, jeza, nekontrolirani izbruhi nizkih čustev. To je nekaj, kar se predvideva in vsem tem bi želel, da vsak izmed vas najde to notranjo stabilnost, da vas ne potegnejo sabo, ker Satan kot tak bi rad s seboj potegnil čim več duš. Pa to zdaj meni ni glih ideja, ideja je, da znamo se na to pripraviti. Dobro, kva imamo še? Jaz sem si en kup stvari imam napisanih. Pravila življenja, evo, še to mogoče ti kozmični zakoni. Pravila življenja, kozmični zakoni so nam kršeni na dnevni bazi. Posmeh, cinizem, nespoštovanje, rušenje karakterja, vse to srečujemo na dnevni bazi. In ponovno bo treba vzpostaviti kozmične zakone in usoda sistema je razfuk, kapitalni razfuk njihove fucking demokracije. A demokracija je samo predstavljena, da je vsem vse dobro, pa daleč od tega. Ker če bi bilo to tako, pol ne bi imeli ljudi, ki so na pragu revščine. Kozmični zakoni pa so zelo pomembni, kajti kozmični zakoni govorijo, pomagajmo si, ne pa da prepovedujemo pomoč bratu ali pa sosedu, ali pa da zato nek inšpektor sposoben kazen napisati. Ne? To so stvari, ki jih moramo razumeti na način, da v bistvu nam resnično niso vladali ljudje, ampak tisti, ki so proti ljudem. In to je od korone dalje vidno vsak dan bolj. Ampak dober, kakorkoli, zavedajte se, da želijo kršiti vaša življenjska pravila in vaš življenjski mir. Mir na stopni lestvici zavesti, kot jo je opisal Hawkins, je najvišja inštanca in ta mir je tisti, ki se išče. Kdorkoli čaka, da bo Q to rešil, da bo Trump to rešil, ne bo notranjega miru, ne bo rešil prav nihče, razen sleherni posameznik. In to je zdaj, dokler je človek v coni udobja, ne naredi napredka. Zato je potreben stres in pretres. In to, kar gledamo v tem trenutku v družbi, v sistemu, v strukturah, je velik pretres, šok in stres je tisti, ki pokaže prave barve človeka. Zaradi tega boste videli kar nekaj ljudi, ki boste rekli, Marička, če dalje več je takih, ki nimajo dobrih namenov. Ne vam povem, da jih ni prav nič več, ni prav nič manj, vse, kar je, samo maske dol lezejo. Ne? To je tisto, kar vidimo. Tako da, dajmo se zavedati tega, da sistem nima nobene možnosti, da se postavi nazaj, niti ga nočemo. Torej, nima smisla razmišljati o tem, da se sistem kakorkoli popravlja, enako kot ego. Ne potrebuje korekture, ampak rušenje. Ne? In to, kar gledamo v sistemu, je kontrolirana demontaža babilonskega stolpa moči, strukture, ki je narejena na prevari in na lažeh. A ne? Tako, ura je 4, jaz sem rekel, prav pretirano vas ne bom moril, mislim, da je na uro je bilo teh, bom rekel, pogledov dovolj. Še mogoče ta podatek, zavist v človeku, ki jo nosi, razkriva notranjo praznino in samo nespoštovanje. Zavist je oblečena v cinizem, v posmeh, pa imamo krog sklenjen. Ne?
Dragi moji, jaz vam želim, da se zavedate, da je pred nami nova zemlja, novih, prastarih, kozmičnih pravil, law of love, torej zakonov, ki jih piše ljubezen sama. Ljubezen kot taka je pogoj za življenje, spodbuja življenje, vsej naravi je tako, razen invazivne rastline, invazivni ljudje, invazivne žuželke, invazivni insekti, to pa je nekaj, kar je že gensko drugače. Ne bom se spuščal v detajle, naj vam bo dovolj, Biblija pa niso. Biblija pa niso. To je zame edina logična razlaga naslova knjige vseh knjig, ki vse bolj postaja razumljiva in ima čedalje večji smisel. Kdorkoli bi rad karkoli raziskoval, globoko priporočam ChatGPT, zelo pomaga poiskati med narcizom, kognitivnostjo, reakcijami, kako je Biblija to razumela in tako. Tomč, njega sred, s takimi čist totalnimi, jo pa poznam, absolutno. Ampak to sploh ni tak, to vrstni treč, chat, rumeni live jih je 99%. Ta ni tak. Tako da, če bi se rad to vrstne tračkov, drugam. Lepo, me veseli, ampak to ni tematika. Vse lepo in prav. Dragi moji, želim vam prečudovit četrtek, še 3 dni, pusta do avgusta, pa niti en dan več. A je prav? Pusta do avgusta, pol pa maske dol. Banda, idemo. Jedko, držite se, ljubljeni ste in smo z vseh možnih strani. Hvala vam, da ste bili z mano. Hvala vsem, ki ste podelili, vsem, ki ste smiselno in smotrno komentirali. Želim vam veliko moči, notranjega miru in seveda ljubezni, pa vse dobro. Vsem. Čau. Zvona